Spoštovani, prisrčno pozdravljeni v Evangeličanski cerkvi Dobrega pastirja. Preden začnemo z nedeljskim bogoslužjem, naj nanizam obvestila za naslednji teden. Jutri ob 19. uri je cerkev odprta za osebne in skupne molitve ter branje psalmov o poslušanju krščanske glasbe. V sredo ob 19. uri je interaktivno študijsko bogoslužje z zanimivimi svetopisemskimi in ostalimi temami. V četrtek ob 9:30 dopoldan, 9:30, je družabno srečanje starejših vernic cerkve, torej sestrsko srečanje žensk v cerkveni čajarni. Ves naslednji teden je posebej namenjen dobrobiti naše cerkve v obliki posta, ki je del krščanske duhovnosti. Prostovoljni udeleženci posta se lahko prijavijo Leji Brkič. Pri obeh izhodih imamo tudi revijo za evangelsko duhovnost, vode počitka, vzemimo in podarimo bralcem, ki iščejo odgovore na vprašanja. Prav tako vas po bogoslužju vabim na druženje na Trubarjevi ploščadi pred cerkvijo ob kavi, soku in pecivu. Spoštovani prisotni tu v cerkvi in vsi, ki nas spremljate prek spleta, zbrani smo v imenu Boga Očeta in Sina in Svetega Duha. Današnje biblično vodilo je iz 1. Petrovega pisma 1:3 in pravi: Slavljen Bog in Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa. V svojem velikem usmiljenju nas je po vstajenju Jezusa Kristusa od mrtvih prebudil za živo upanje. Temu je namenjena tudi današnja pridiga. Besede tolažbe pa so zapisane v 116. psalmu rekoč: Ljubim Gospoda, ker je slišal glas moje prošnje, ker je nagnil k meni svoje uho, kadarkoli sem ga klical. Milostljiv je Gospod in pravičen, naš Bog je usmiljen, preproste varuje. Vrni se moja duša k svojemu miru, ker Gospod je dobro storil. Hodil bom pred Gospodom v deželi živih. In preden nadaljujemo z bogočastjem, vabim k priznanju grehov. Dobri Bog, v ušesih nam še zmeraj doni velikonočno oznanilo, da je življenje močnejše od smrti. Ampak to je bilo prejšnjo nedeljo. In ta teden, ki je za nami, je bil dolg. Imeli smo skrbi in nismo niti pomislili na tvojo pomoč. Izrekli smo hude besede. Imeli smo priložnost, ko bi lahko bili prijazni in bi nudili pomoč. Vendar smo šli mimo sočloveka in mu nismo namenili dovolj časa in pozornosti. Zato te prosimo, usmili se nas. Po vsakem iskrenem priznanju pa nas spodbujajo besede milosti, ki pravijo: Hvala torej Bogu, ki nam daje zmago po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Amen. Skupna pesem pravi: To je ta dan, nedeljski dan, dan počitka, ko slavimo Boga. Vabim, da vstanemo k prepevanju. Veselimo se,
Izvolite sesti, bratja in sestre. Današnji svet je pogosto zaznamovan s tekmovalnostjo in hlastanjem po zunanjih dosežkih, videzu in materialnem bogastvu. V družbi, ki spodbuja individualizem in uveljavljanje svoje identitete, se ljudje pogosto znajdemo v pasti nenehnega primerjanja in tekmovanja z drugimi. Želimo biti lepši, uspešnejši, bolj bogati in vplivnejši kot drugi. Uspeh merimo po številu sledilcev na družabnih omrežjih, znamkah oblačil, velikosti hiše ali avtomobila ter drugih površinskih kazalnikih. Vendar pa se v ozadju tega površinskega tekmovanja pogosto skriva pomanjkanje notranjega zadovoljstva in globljega pomena. Materialne dobrine in zunanji dosežki morda res prinesejo kratkotrajno srečo, vendar pravo izpolnjenost in pomen najdemo v notranjem miru, odnosih in duhovni rasti. Vesela sem, da nas naš Bog ne ocenjuje po prej naštetih kazalnikih. Torej po tem, koliko všečkov bomo uspeli zbrati, kakšne znamke bo naš novi avtomobil ali kako uspešni bomo v karieri. Gledati na svet in ljudi okoli nas skozi perspektivo Boga pa je včasih izziv. Njegov pogled je namreč globlji, usmerjen v srce posameznika. In to izvira iz njegove narave in vrednosti vsakega izmed nas kot edinstvenega stvarjanja. Ko razmišljamo o Davidu, izbranem iz skromnega pastirja za Božjega maziljenca in kasneje kralja Izraela, vidimo, da Bog ni izbral na podlagi zunanje podobe ali družbenega statusa. Namesto tega je gledal na srce Davida. V 1. Samuelovi knjigi 16:7 beremo, kako je Bog rekel Samuelu, ko je iskal izbranca med Davidovimi brati. Ne glej na njegov videz, ne na njegovo visoko postavo, kajti odklonil sem ga. Zares Gospod ne vidi, kakor vidi človek. Človek namreč vidi, kar je pred očmi, Gospod pa vidi v srce. In Davidova pripravljenost služiti Bogu, njegova ponižnost, vera in poštenost so bile lastnosti, ki so bile pomembne v očih Boga. Njegovo srce je bilo pripravljeno in odprto za Božjo voljo, kar je Bogu omogočilo, da ga je izbral in uporabil za veliko delo. Kaj lahko iz tega razberemo? To nam pove, da so za Boga bistvenega pomena naša duhovna drža in naše odločitve služiti, ne pa naša zunanja podoba ali družbeni status. To razmišljanje pa ima lahko močan vpliv tudi na naš odnos do samih sebe in do drugih ljudi. Namesto, da bi se osredotočali na zunanje lastnosti ali dosežke, moramo ceniti notranje kvalitete, kot so dobrotljivost, sočutje, poštenost in ljubezen. Prav tako nas spodbuja k razumevanju, da smo vsi dragoceni v Božjih očeh in da ima vsak od nas potencial, da služi Božjemu namenu na svoj edinstven način. Ljubezen, ki ne mine, naj milost se spusti in Božje odpuščanje, njegovo dobrotljivost, njemu se daje. Jezus, on premika gore, on je mogočen Gospod, ki rešuje
povsod, zavedno, on je moj rešitelj, od mrtvih stal je živi, Jezus zmagal si ti. Jezus, on premika gore, on je mogočen Gospod, ki rešuje povsod, zavedno, on je moj rešitelj, od mrtvih stal je živi, Jezus zmagal si ti, od mrtvih stal je živi, Jezus zmagal si
ljudje sveta, ženi so Boga, ko se sanje minejo, dilje upanja. Vsi ljudje sveta, ženi so Boga, radostno oznanjajmo vest usmiljenja. Vsi ljudje sveta, ženi so Boga, ko se sanje minejo, dilje upanja. Vsi ljudje sveta, ženi so Boga, radostno oznanjajmo vest usmiljenja. Vest usmiljenja. Vest usmiljenja. Vzemimo si še nekaj trenutkov in v mislih povejmo Gospodu, kaj čutimo do njega. Ljubeči Bog, zahvaljujemo se Ti za dar življenja in za Tvojega duha, ki nas poživlja vsak dan. Gospod, vemo, da si nas ustvaril po svoji podobi. Tvoje roke so oblikovale naše telo in dušo. Hvala Ti, ker smo posebni in dragoceni v Tvojih očeh. Gospod, prosimo Te, pomagaj nam, da se osredotočimo na tisto, kar je resnično pomembno, da se ne izgubimo v površinskih stvareh in tekmovanju z drugimi. Naj naše življenje odraža Tvojo ljubezen in milost, ter naj bo vsak naš korak usmerjen k iskanju resnice, dobrote in notranje lepote, k iskanju Tebe. Hvala Ti, Gospod, ker nas ljubiš, ne glede na našo zunanjost, ker nam vedno odpuščaš in nas vabiš k sebi. Naj bo naše srce odprto za Tvojo prisotnost in vodstvo in naj bo vsak naš dan posvečen slavljenju Tebe. Amen. Izvolite sesti. Smo pri Gospodovi večerji, pri Evharistiji. Človeški je tako zamegljen, da bi pozabili tudi na Kristusovo smrt in tudi na njegovo vstajenje, če nam ne bi Gospod naročil, naj se tega spominjamo, naj to delamo njemu v spomin. Gospodova večerja je največji izraz krščanske edinosti. Namreč sodelovanje pri Gospodovi večerji je naša javna izjava, da verujemo in da nismo le v občestvu s Kristusom, ampak smo
tudi v občestvu z njegovo cerkvijo. Vsi jemo isti kruh, Kristusovo telo, in vsi pijemo iz istega keliha, ki nas povezuje v čudovito Božjo družino. Sredi nas je Kristus z vso svojo močjo sočutne ljubezni, usmiljenjem, in s tem oznanjamo svoje vstajenje v nebozetje in večno življenje. Verujemo to, kar je Jezus rekel tisto noč, ko je bil izdan. Vzemite, jejte, to je moje telo in to je moja kri zaveze. Pri tem se kristijani ne prepuščamo nevednosti, niti radovednosti, ampak verujemo, da Jezus Kristus sobiva v podobi kruha in vina kot resnično in stvarno prisoten. Cerkev brez Gospodove večerje ni cerkev, tu nas Bog hrani. Zato ni treba, da bi bili zaskrbljeni. Naj luč vere, ki izhaja iz svetega krsta, razsvetli dušo, da bo čista sprejela dar večnega življenja. In ker je molitev Oče naš molitev vseh molitev in je tudi molitev cerkve, vabim, da vstanemo in skupaj molimo Gospodovo molitev. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo. Zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Saj tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekomaj. Amen. Pred nami je molitev kesanja. Nek vernik se je spraševal: Gospod, kaj naj ti še dam, ko sem ti vendar že daroval vse? Gospod mu je rekel: daj mi svoje grehe. Želim ti jih odpustiti in te narediti srečnega. Tako pristopimo k križu življenja po zdravilo nesmrtnosti. Naš Bog, ljubeči Oče, Gospod usmiljenja, kličeš nas, da smemo biti gostje pri tvoji sveti mizi. Priznavamo, da nismo dobri gostje, kajti živimo po svojem prepričanju. Po izvrševanju tvoje volje pa se ne sprašujemo. Zato priznavamo, da grešimo hote in nehote, v mislih, besedah in dejanjih. Veliko slabega storimo in veliko dobrega opustimo. Žal nam je zaradi naših grehov, žal nam je zaradi naših zamujenih priložnosti. Zato se kesamo in prosimo za tvoje milostno odpuščanje. Jagnje Božje, ki odvzemaš greh sveta, usmili se. Kristus, usmili se. Naš Bog in Gospod, prosimo, posveti ta kruh in to vino po svojem svetem duhu, da kruha in vina ne bomo deležni le z usti, ampak po duhu, v veri, da bomo jedli od kruha življenja in pili iz keliha odrešenja, ki je sam Gospod Jezus Kristus. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Blagor vsem, ki smo povabljeni na Jagnjetovo svadbeno gostijo. Vzemite, jejte od kruha življenja, to je Kristusovo telo za nas darovano.
Draga Božja cerkev, ker smo eno v Kristusu, lahko skupaj vzamemo. Vzemite in pijte iz keliha odrešenja, to je Kristusova kri za nas prelita. Ker smo eno, lahko skupaj vzamemo. Naše prazne kozarčke bomo odložili v pladnje. Vsemogočni Gospod, zahvaljujemo se ti za tvoje nežno usmiljenje. Spet si nas nahranil pri svoji sveti mizi s svojim telesom in krvjo in nam podaril predokus vesele nebeške pojedine. Bog resnice, tvojo slavo smo videli na svoje oči. S svojimi rokami smo se dotaknili kruha življenja. Ljubeči, najbolj sočutni Gospod, hvala ti, ker si nas očistil s svojo svetostjo, da bomo lahko oznanjali evangelij odrešenja vsemu stvarstvu in bili pripravljeni na večnost s tabo. Amen.
Pred nami je še kolekta in pesem, ki pravi: Luč nogam mojim, Gospod, beseda tvoja je. Luč nogam mojima, Gospod, beseda tvoja je. Luč nogam mojima, Gospod, beseda tvoja je. Kadar se bojim in se izgubim, ti z menoj ostajaš. Upam pa tebe, Gospod, si blizu me, z mirom me obdajaš. Luč nogam mojima, Gospod, beseda tvoja je. Luč nogam mojima, Gospod, beseda tvoja je. Vedno spomnim se, kako ti ljubiš me, čeprav srce moje tava. Prosim, Jezus, te, da bi vodila me, večno tvoja roka. Luč nogam mojima, Gospod, beseda tvoja je. 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 Izvolite sesti. Božje zdravilo proti obupu je upanje. Govorili bomo o upanju, in sicer o velikonočnem upanju. Upanje nas drži nad vodo, da ne potonemo. John Bunyan je zapisal: upanje ima debelo kožo in zdrži mnoge močne udarce. Upanje ni ideja, filozofski pojem, koncept, dogodek. Upanje ni navada, religija, sugestija, trening, vadba, dobra napoved, zagotovilo. Upanje je oseba, Jezus Kristus. Puritanski pridigar Thomas Brooks v 17. stoletju je zapisal: upanje lahko vidi nebo skozi najdebelejše črne oblake. Nobeno zdravilo ni primerljivo upanju. Martin Luther je rekel, da je vse na svetu narejeno, ustvarjeno zato, da v tem vidimo upanje. Upanje je za nas kakor varno in zanesljivo sidro duše. Apostol Pavel pravi: v nas je Kristus upanje slave. Apostol Pavel pa je zapisal: za zdaj ostanejo vera, upanje, ljubezen. To troje. Vabim, da ustanemo k poslušanju Božje besede iz 1. Petrovega pisma, 1. poglavje, 3. vrstica. 1. Petrovo pismo, 1. poglavje, 3. vrstica. Slavljen Bog in Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa. V svojem velikem usmiljenju nas je po vstajenju Jezusa Kristusa od mrtvih prerodil za živo upanje. Za živo upanje. Amen. Izvolite sesti. Hvala Bogu za njegovo sveto, resnično in večno besedo. Če Kristus ne bi vstal od mrtvih, ne bi govorili o živem upanju.
Ker je Kristus živ, je živo tudi upanje. Živo upanje je več kot samo nek optimizem. Tedajni grški izraz, ko je Sveto pismo nastajalo, Nova zaveza za upanje, obče razširjen, je bila beseda elpis, vendar ta beseda ni dosegla pomena krščanskega upanja. Njihovi nemočni in muhasti bogovi so zatajili. Ljudje so se od iger in plesa vračali k Sofoklejevim tragičnim dramam. Celotna družba je začela toniti v prepad in zgodovina se ponavlja. Svojim nezanesljivim bogovom so zaman prižigali kadila. Tudi tedanji akademik Lucij Anej Seneca, vodilni intelektualec, rimski stoični filozof, pisec in celo učitelj ter vzgojitelj rimskega cesarja Nerona, je padel v tesnobni obup. Kako je vzgojil cesarja? Neron je postal krvoločna zver, mučitelj kristjanov, ker jim je zavidal njihovo živo upanje. Razočarani Seneca pa je v svojem obupu končal s samomorom. Tolažil se je smešno tolažbo rekoč: dokler živim, ni smrti, ko pride smrt, pa jaz ne živim več. Kakšna prevara. Manjkalo mu je živo upanje, o katerem beremo v Petrovem pismu. In apostol Peter, pisec, ker ni našel ustrezne grške besede tedanjega časa, ki sem jo omenil na začetku, ni bila dovolj globoka, je uporabil drugo besedo, in sicer grško besedo zosan, ki pa označuje živo upanje. In če samo malo sklepamo, namreč grška beseda zoe namreč pomeni življenje. In tudi dajejo danes otrokom ime Zoja ali Zoa, torej kot življenje. In tu v tej besedi zosan imamo to spojeno, torej gre za živo upanje. V podobni situaciji brez upa sta se znašla tudi dva obupana in potrta emavška učenca, ki sta ravno tisti dan, ko je Jezus vstal od mrtvih, iz Jeruzalema odpotovala v Emavs. Bila sta žalostna, mislila sta, da bosta na inauguraciji, ustoličenju v Jeruzalemu, kjer naj bi Kristusa, ki je na prvo cvetno nedeljo vstopal v mesto, postavili za kralja. Vendar sta bila priči križanja njunega pričakovanega kralja. Kako majhen in oddaljen lahko postane Bog, ko ne ustreza našim predstavam ali pričakovanjem. In kako hitro postanemo malodušni. To zgodbo je zapisal samo evangelist Luka. Gre za privlačen sestavek, ki ima tudi delček ironije. Zmedena emavška učenca sta rekla: mi pa smo upali, da je on tisti, ki bo odkupil Izrael. Vrh vsega pa je danes že tretji dan, odkar se je to zgodilo. Slišala sta govorice, da je Jezus živ, vendar tega nista verjela. Vera zahteva pristanek razuma, zato ne izključuje dvoma, hkrati pa vedno nagovarja srce. Vera ni protinaravna, vera je nadnaravna. Torej dvomiti ni greh. Vsi se soočamo s tem. Kajti dvom prihaja iz srca, ki močno ljubi. Dvom je velik takrat, ko je tudi ljubezen velika. Zanimivo.
Če Emavška učenca Jezusa ne bi ljubila, bi jima bilo vseeno. Dva razočarana, prestrašena popotnika nista mogla sprejeti suverenega Boga v rokah človeške svobode. Torej, pretepenega, bičanega, križanega, pokopanega in že tretji dan mrtvega. Izmaknila sta se najlepšemu in največjemu dogodku v zgodovini človeštva, velikonočnemu jutru. Prehitro sta se poslovila, bila sta neučakana, odhitela sta po svojih načrtih, prav tisti dan, ko je Kristus vstal od mrtvih. A kljub temu ju je Gospod spremljal. Kajti on hodi po isti poti, po kateri hodimo, ko bežimo proč od njega. Ljubezen ga žene v naš beg, obup, izgubljenost, vrvenje, zmedo, plahost, osamljenost, dvome, dileme, ničevost, tesnobo, v našo bivansko krizo, apatičnost, pravzaprav v prepad našega pekla. Kajti Bog je povsod. On ne more ne biti. On ne more ne biti. On razume vse, kar je tipično človeško, saj se je učlovečil. To pozna samo krščanstvo. Zato sem kristjan. Njuna zgodba je tudi moja zgodba. Kajti negotovost me ubija. Dva izčrpana in malodušna moža sta zapustila družbo součencev in se odpravila v Emaus. Emaus v hebrejščini pomeni toplina. Emaus v prevodu iz hebrejščine pomeni toplina. Torej gre za teološko geografijo ali zemljepis in za tipologijo, kajti Emaus je povsod. Pravzaprav vedno in povsod. Vsakdo ima svoj Emaus in vsakdo potuje v svoj Emaus in tam sreča doživi toplino Božje bližine. Bog se stalno razodeva. Na potovanjih nismo sami. Zgodba daje občutek gibanja. Evangelist je dva popotnika predstavil tako plastično, da slišimo njuno korakanje. Pravzaprav slišimo tudi njuno natovcevanje. To 24. poglavje v Evangeliju po Luku velja za biser književnosti. Upala sta, da je Jezus Mesija, ki bo odkupil Izrael. Vrh vsega pa je bil že tretji dan. To pa je bil obup, odkar sta ga videla živega. Potem pa so ga položili v grob. In kaj je ostalo od vsega? 3 žeblji, križ za prestol in ozek, mračen grob za njegovo kraljestvo. Jezusovo smrt sta doživljala kot osebni poraz, kot polomijo, kot tragedijo, kot javni škandal. Zapadla sta v krizo vere. Počutila sta se prevarana, izigrana, zapeljana, zlorabljena. Toda na prašni palestinski poti se jima je čisto inkognito, na neusiljiv način pridružil sam Jezus. A imela sta ga, smatrala sta ga za tujca. Pravi evangelist Luka, ki je sicer znan kot zgodovinar in intelektualec tedanjega časa, po poklicu je bil namreč zdravnik in je vse zelo dobro preučil kot pisec, preden je nekaj zapisal.
Ironija je hoditi z Jezusom, a ga ne poznati. Hoditi z Jezusom, a ga imeti za tujca. To, da so bile njune oči zastrte in ga nista spoznala, kaže na zastrtost njunega srca. Kajti tudi njuno srce ali duhovne oči so bile slepe. Ko sta Jezusa zadnjič videla, je bil mrtev in ob njem nista začutila njegove navzočnosti. Dva učenca, prvemu je bilo ime Kleopa, drugi je ostal neimenovan, sta imela veliko vprašanj. Le kdo jih nima? Jaz jih imam vsak dan več. Jezus je želel slišati njuno zgodbo. To je terapija. Poslušati, ko nekdo nekaj pove. V tem tednu sem imel kar nekaj takšnih primerov v cerkvi, v župnišču, cerkvenem uradu in izven cerkve. Samo poslušal sem ljudi v stiski. Namreč slišati njuno zgodbo polno žalosti in izgub. In Jezus se je popolnoma vključil v njuno stanje. Spodbujal ju je, da izrazita svoje najgloblje misli, jadikovanja, čustva. Ta neprepoznavni popotnik, ki pa je bil Jezus, ju je držal v stalni napetosti. Delal se je celo nevednega. Zanimivo. Čeprav je ravno on najbolj vedel, kaj se je zgodilo. Postopoma jima je dodajal pravšnjo dozo ali odmerek luči vere. Mi radi prehitevamo, vsiljujemo, prepričujemo, smo neučakani in začetnikom hočemo zrecitirati vse naenkrat. Očitno je Jezus užival v pogovoru z njima. V nekih točkah je bil celo šaljiv. Poglejte doma podrobno. Njegov način pojavljanja in kasnejše njegovo izginotje spominja na duha. Toda njegovo potovanje, govorjenje, izmikanje, poležavanje, večerja jasno razkrivajo, da je bil videti kot običajen človek in tega ni v nobeni religiji. Njun stavek, mi pa smo upali, danes govorimo o živem upanju, mi pa smo upali. Njun stavek pove vse, to mi je znano, to nam je znano. Če parafraziram, upal sem, da bo najin sin nadaljeval študij. Upala sem, da me mož ne vara in se ne bo najin zakon sesul. Upal sem, da magnetna resonanca ne bo pokazala trajne okvare. Upali smo, da bodo naše družinske finance boljše. Upala sem, da je ta rak premagljiv. Upal sem, da bom dobil to službo. Upali smo, da bo Bog uslišal molitve. Upal sem, da bom to odvisnost premagal. Upal sem, da naši otroci ne bodo postali uporniki. Upali smo, da bo vojne konec in seznam se nadaljuje. Jezus se na poti pridružuje brezupnim. Smo na najlepšem kraju v cerkvi dobrega pastirja, kjer je živo upanje. Ni prišel k njima v Jeruzalem, ni ju čakal doma, srečal ju je tam, kjer sta bila na poti, sredi malodušja, tesnobe, pobitosti, frustracij, depresije, bolečine, stiske, dvome. Toda njune oči so se odprle šele,
ko sta ga povabila v svoj dom. To je zelo pomembno. Jezus hodi z nami in je ob nas. Jezus je prisoten v svetu. Jezus je vse povsod, tudi če očem neviden. Tako kot je svetloba nevidna, a ravno zaradi nje vse vidimo. Tako kot je svetloba nevidna, a ravno zaradi nje vse vidimo. Torej, njune oči so se odprle šele, ko sta ga povabila v svoj dom. Jezus hodi z nami, je ob nas, vendar ga popolnoma spoznam šele takrat, ko rečem: Jezus, dobrodošel si, vstopi v moje življenje. Če rečemo s cerkveno frazeologijo, rečemo: Jezus, vstopi v moje srce. In to se lahko zgodi danes. Pot v Emaus je zgodba o uničenju in obnovi. Ker se mi je življenje že večkrat sesulo, je to tudi moja zgodba. Moja zgodba je tudi zato, ker se mi je življenje že večkrat tudi sestavilo. Ne samo sesulo, tudi sestavilo. In v tej živi zgodbi je vzorec, ki opisuje moje potovanje iz Jeruzalema v Emaus, in potem iz Emausa bomo videli spet nazaj v Jeruzalem, vendar z novimi spoznanji, z novimi izkušnjami, z novimi razodeti. Jeruzalem in Emaus nista posebni geografski lokaciji, saj nismo pri uri zemljepisa, ampak smo v cerkvi. Gre za arhetip, to je pralik. Jeruzalem in Emaus seveda obstajata, sta obstajala, ampak sta vrata, vhod v veliko spoznavanje Boga, ki se razodeva. Poglejmo mesto Jeruzalem, v prevodu pomeni to mesto miru. Ali se kdaj počutimo, da moramo iz Jeruzalema pobegniti, simbolično, slikovito, iz Jeruzalema pobegniti, čeprav gre za mesto miru? Seveda, kajti življenje nam naloži ali nalaga več, kot prenesemo. Ali smo že bežali pred sabo, pred drugimi, pred Bogom? Bili globoko razočarani, strti? Ali so ostala naša pričakovanja neizpolnjena? Ali smo se kdaj počutili izigrani, prevarani, zapeljani, zlorabljeni, osamljeni? Ali se nam je življenje sesulo? Ali žalujemo zaradi izgube ljubljene osebe? Ali pa se ubadamo z vprašanji, z velikimi vprašanji: kdo sem, čemu živim, kaj bo po smrti, ali Bog obstaja, ali ga sploh potrebujem. Te dni pravzaprav pripravljam novo gradivo in najnovejša odkritja velikih mislecev sveta, sodobnega sveta, vključujoč znanstvenike. In pravzaprav zadnje ugotovitve potrjujejo, kar itak vemo, da ateizma ali ateistov pravzaprav ni. O tem morda kdaj drugič. Vendar ljudje se sprašujemo, ali Bog obstaja, ali ga sploh potrebujemo, ali sploh sodi v našo napredno, tehnološko, znanstveno družbo zahodne civilizacije. Če je tako, potem vemo, kako je biti Kleopa in tisti drugi neimenovani učenec. Zapustila sta Jeruzalem. Jaz ju ne krivim, ne obsojam, kajti Jeruzalem je postal za njiju v tistem trenutku kraj bolečine, smrti, ljubljenega Jezusa.
neizpolnjenih pričakovanj, kraj uničenega prijateljstva, kraj uničenih odnosov. Današnja družba najbolj trpi zaradi tega, ker ni več odnosov. Med potjo sta se pogovarjala o tem, kaj se je zgodilo, ali je to sploh možno, kaj sta doživljala. Skušajmo se uživeti v njuno stisko. Govorila sta o upanju, mi pa smo upali, da bo ta Jezus, novi Juda Makabejec, kot sem nedolgo omenil, ki nas bo rešil, da bo on Mesija, ampak zdaj je v grobu. In ravno 3. dan je in nista več zdržala. Tisti dan, pravi, ko je on vstal, pa sta ona krenila po svoje. Namreč pred očmi sta imela samo sliko Jezusove aretacije, mučenja, križanja, smrti, pokopa. Morda smo v takšni situaciji kot družba, ne samo politično, ekonomsko, socialno ali pa ekološko, ampak predvsem duhovno. Morda smo kot takšni v tej situaciji kot cerkev ali pa družine, posamezniki. Na nek način sta tudi ona dva umrla. Ne samo Jezus, za katerega sta bila prepričana, da je res mrtev, čeprav ni bil mrtev, ampak je 3. dan vstal. Na nek način sta tudi ona dva umrla, kajti smrt Boga je tudi smrt človeka, kot je izjavil veliki mislec Dostojevski. Umreti pomeni izgubiti cilj. Umreti ne pomeni samo posloviti se od nekoga, ker preneha dihati. Hujša je ta smrt, ko človek izgubi cilj v življenju, smisel v življenju. Ko se preprosto predaš in rečeš, z mano je konec. Ampak v cerkvi govorimo o živem upanju. Nobena ustanova druga ne bo danes govorila o tem. Niti čez teden. Ne v šoli, ne na univerzi, ne v parlamentu, ne na kakem forumu, ne kak terapeut. Kajti to upanje je drugačno. To upanje je živo in ima tudi posebno grško besedo, v kateri je zametek izraza življenje. Vrh vsega, sta rekla, je bil že 3. dan, pa potem še 11. vrstica pravi, slišala sva govorice nekih žensk, izvirnik pravi neko blebetanje. Pač gre za neko pravljico, da je vstal, baje. Nasprotje Jeruzalema je Emaus, kamor sta pobegnila. Ko sem v takšni situaciji, sem nemiren, sam v sebi, šel bi kamorkoli, rečemo tudi če na Luno, na konec sveta, misleč, da nam bo uspelo ubežati pred težavami. Takrat je vsak kraj boljši od Jeruzalema. In za nekoga postane ta kraj morda sprehod v gozdu. Delo, ampak to deloholika. Potem morda je to nova avantura, da se nekdo zaposli in pozabi na svoje stiske. Morda se nekdo poda v spanje, morda nekdo v mamila, marsikdo se preseli, pa misli, da bo zamenjavo kraja rešil svoje težave. Marsikdo zamenja službo, misleč, da bo s tem rešil težave. Marsikdo zamenja prijatelja ali pa zakonskega partnerja. Marsikdo zamenja celo veroizpoved in misli, da mu bo boljše, ali pa politično stranko, ali pa karkoli. Emaus pravzaprav je beg pred življenjem, pred samim sabo, pred drugim in
pred drugimi in pred Bogom. V resnici pa ves ta beg človeštva dokazuje lakoto po Bogu. Vse to bežanje je izraz lakote po Bogu. Dokaz te lakote je, da sta Jezusa prosila, tega tujca, in ga celo silila, takole, ostani z nama, kaj ti proti večeru gre, in dan se je že nagnil. Poglejte, kako si želimo bližine, topline, kako si želimo torej imeti nekoga ob sebi, ko se zvečeri v naših življenjih. To je molitev. Če kdo misli, da ne zna moliti, to je molitev. Gospod, ostani z mano. V tej dramatičnosti pa nastopi tudi ironija. Ona dva sta Jezusa prosila, naj ostane z njima, kaj pa on naredi? Pisec pravi, on pa se je delal, kot da tega ne sliši in da je namenjen naprej, da odpotuje dalje. Jezus se ni povabil v njun dom, ampak je čakal njuno povabilo. On se jima je pridružil na poti, na to pa je čakal, da sta ga prosila, naj vstopi. Torej Jezus ne udira na silo, ni vsiljivec, ni lopov. Namreč ni nekdo, ki z vojaško oblastjo kot tiran želi osvojiti moje življenje. In tu je močan nauk, kako moramo postopati z drugimi, ko jim pričujemo o živem upanju. Torej ne moremo jih zbombardirati, ampak jim nakazati to, kar imamo mi, in potem, ko hrepenijo potem in odprejo svoje življenje, Kristus vstopi. On se odzove le na povabilo. Večer je postal hladen, dan se je nagnil in nihče noče biti sam s svojo bolečino. Vsi smo lačni družbe. Jezus je vstopil v njun dom, to pomeni v njuno srce, v njuno življenje. Pri njiju ni samo ostal, ampak ju je tudi nahranil. Tega ni možno si izmisliti, ne v domišljiji česa takšnega sklepati. Povabljeni gost je postal njun gostitelj. Gost je postal gostitelj. Neverjetno. In vstopil je, da bi ostal pri njiju. Ko je sedel z njima za mizo, je vzel kruh, blagoslovil, ga razlomil in jima ga dal. To smo storili malo prej pri Gospodovi večeri. In potem pravi, tedaj sta se jima odprle oči in sta ga spoznala. Torej, zato cerkev obhaja Gospodovo večerjo. Ne samo zato, tudi zato. Kajti tu se razodeva Gospod. Skromni obet, skromna večerja je postala sakrament. Je postala Gospodova večerja. Skromna hiša, njun dom, pa je postala svetišče, Božja hiša. Ona dva sta mu odprla svoj dom, on pa je odprl njune oči. Ti povabi Jezusa v srce, on pa bo odprl tvoje duhovne oči. In za mizo pri občestvu je postal viden, prepoznaven. Ustali Gospod jim ni dal le kruha, ampak samega sebe. In s tem sta ona dva postala ona. Z identiteto, z dostojanstvom, smislom, ne samo številka. Ko je Jezus razlomil kruh, se je v njiju odprlo srce, odprle so se tudi njune oči. In spoznala sta, da je on tisti, ki so ga pustili mrtvega v Jeruzalemu, in da je on ta, ki jo je spremljal na poti v Emaus, in da je on pravzaprav Mesija. In tukaj končujemo. In tudi
Luka tukaj končuje. Zgodba me hrabri. Zlomljenost ni konec poti. Poraz ni konec poti, ampak razlog za nadaljevanje poti. Takrat vidimo nove možnosti, nova spoznanja, nove prijatelje, nova videnja, potrebo po skupnosti, občestvu, da ne živimo v izolaciji. Takrat se nam odprejo oči in vidimo, kdo je kdo in kaj je kaj. Bog nas spodbuja k skupnosti. Jezus se jima je razkril, ko ju je nahranil s sočutjem, odpuščanjem, ko je odprl slepe oči, je šel naprej. Kam? Drugim odpirati slepe oči. Izginil je, pravi pisec. Zakaj je izginil? Zato, da je prišel do mene. Zato, da je prišel do tebe. Zato, ker hodi vse povsod v Svetem Duhu in govori o Božji ljubezni. Ali ju je zapustil, se jima izmuznil, se z njima poigraval? Ne. Njune oči ga več niso videle zato, ker je bil odslej v njiju. V njiju. Vselil se je v njiju. Kako to vem? Zato, ker sta to zapisala. Pravi, ali ni najino srce gorelo v naju. Torej, čutila sta Božjo bližino, Božjo toplino in potem je konec, vrhunec zgodbe. Še tisto uro sta vstala, bilo je ponoči, se vrnila v Jeruzalem, zbrala 11, torej Judeža več ni bilo poleg, in tiste, ki so bili z njimi in govorili, so kaj? To, kar sta doživela. Da je Kristus vstal, da je res, kar so ženske govorile, da sta tudi ona dva doživela vstalega na poti v Emaus. Namreč v kruhu sta zaužila moč, ki jima je dala moč za novo pot. Potovala sta po noči, česar zaradi varnosti prej ne bi nikoli naredila. Nista mogla dočakati jutra, takšna naglica. Torej, veselje je bilo močnejše od strahu. Novica je bila tako dobra, da je nista hotela zadržati zase. Vrnila sta se na kraj, odkoder sta pobegnila. Domov, v Jeruzalem, tam, v skupnost, v cerkev, v občestvo. Lahko bi ustanovila svojo emavško ločino, emavško sekto in bi rekla, nama se je Bog razodel. Medva sva ga videla na poseben način. Medva sva to doživela. Ne. Vrnila sta se tam, kjer je Jezus delegiral Petra in mu rekel, naj poskrbi za zadevo vseh skupaj v občestvu cerkve, kajti verujemo v cerkvi in skupaj s celotno cerkvijo. In komur cerkev torej ni, komur Bog ni oče, mu cerkev ni mati. Tako je učila prva cerkev. Vedno znova se moram vračati v skupnost, kajti že 7 dni brez cerkve me oslabi. Žalostno je to enosmerno potovanje. Pravilno je, da se vrnem tudi nazaj. In končno, ali mu to dovolim? Človek lahko uredi svet brez Boga, a tak svet je vedno proti človeku. Judovski rabin Gabriel Grain je zapisal, ko ljudje pahnejo s prestola Boga in pred njega postavijo sebe, Bog joka. Pa ne zaradi sebe, ampak zaradi nas, ker ve, kaj nas čaka. Zato kot pacienti 3. tisočletja potecimo hitro iz Emausa v Jeruzalem. Tudi če smo šli iz Jeruzalema v Emaus, ampak se vrnimo hitro tam, kjer je skupnost verujočih. Tam je živo upanje. Amen. Vabim k molitvi,
Naj naše srce postane zdaj molilnica, naš potrpežljivi učitelj, vedno zasledujoči ostali Gospod, hvala ti, ker si naš sopotnik. Gospod, izražamo ti svoj obup, bolečino, žalost, trpljenje, krivico, kri, smrt. Takrat, ko dvom zaduši našo hvalo in zapre naše oči, te nujno potrebujemo. Saj si ti luč sveta, razsvetli oči našega srca. Hvala ti za druženje s tabo za mizo, ko nam podarjaš razlomljeni kruh življenja. Pomagaj nam, da bomo tudi mi obupanemu svetu oznanjali, da si vstal in živiš. Amen. Pesem pravi, naj se uči moje srce zaupati le Gospodu. Naj se uči moje srce zaupati le Gospodu. Moje srce zaupati le Gospoda. Upanje se najdem Jezusu le, naj upa srce Gospoda. Naj se Gospod naj te blagoslovi in te varuje. Gospod naj da sijati svoje obličje na tabo in naj ti bo milostljiv. Gospod naj dvigne svoje obličje na te in ti podeli mir. Amen.